Lep poletni pozdrav. Današnja jed bo prav poletna. Ker je sezona zelenjave na vrtu v polnem teku, sem danes izbrala nadevano papriko. In sicer prvo bom za nadevano papriko naredila domačo paradižnikovo omako. In sicer vzamem olje, potem dodam sladkor, in ga karameliziram. V poletnem času, ko imamo na izbiro paradižnik, peteršilj, zeleno, korenje, lahko pripravimo res čisto pravo paradižnikovo omako sami doma za nadevano papriko, oziroma tudi lahko bučke pripravimo na podoben način, čebulo, melancane tudi. In takšna omaka je veliko boljša kot tista iz paradižnikove mezge oziroma pozimi, ko jo pripravljamo iz koncentratov. Sladkor postaja lepe rjave barve in sedaj bom dodala sekljano čebulo. Dodam tudi korenje in pa gomolj zelene, naribano. In vse skupaj prepražim. Zelenjava se je prepražila, sedaj dodam na kose narezan paradižnik. Za omako je lahko paradižnik močno zrel, mehek in ga lepo lahko uporabimo za takšne namene. Tisti, ki rečemo, da za solato ni več primeren, ga pač uporabimo za paradižnikove omake. Za paradižnikovo omako bi lahko tudi paradižnik olupila in pa pobrala ven semena, ampak jaz tega danes nisem. Dejansko bom to potem jaz spasirala, pa bo ostalo na cedilki. Takole, še paradižnik malce podušimo. Zdaj je paradižnik že tudi podušen. Bom dodala še nekaj paradižnikove mezge ali pa paradižnikove omake iz koncentrata. Dodam še malce moke, pomokam. Solim. Popram. In omako zalijem z vodo. Tako, omaka bo sedaj se kuhala približno 15 minut, mogoče kakšno minuto dalj. Nato jo pa bom s paličnim mešalnikom zmiksala. Za nadev bom pa vzela olje. Na olju bom prepražila čebulo sekljano. Tele čebulci dodam narezano slanino oziroma skoraj sekljano slanino in vse skupaj prepražim.
Meso uporabim mešanico govedine in svinjine. Dodam poper, solim, dodam česen sekljan, jajca, majaron, in malenkost vode. Sedaj bom tole zmešala kar z rokami. Dodam na pol kuhan, v slani vodi kuhan riž. Zakaj na pol kuhan? Zato, da bo nadev bolj sočen. Ker če damo surov riž, potem moramo meso dodati kar precej vode. Če ne, je nadev v papriki potem, ko je kuhana, precej trd oziroma ni sočen. Dodam prepraženo čebulico z slanino. In zdaj še vse skupaj enkrat premešam in potem s to maso nadevam paprike. Omaka lepo vre, še nekaj časa. Jaz bom pa sedaj pripravila oziroma nadevala meso s papriko. Sicer vzamemo papriko, ki je seveda prej očiščena in oprana, in lepo nadevamo meso noter. Nadev naj bo mehek, da bo paprika potem sočna. Nekje 20% lahko damo na količino mesa riža. Če imamo kilo mesa, vzamemo 20 dekagramov riža, ki ga skuhamo v slani vodi. Samo do polovice. Nato ga odcedimo, lahko malce speremo in ohladimo in ga dodamo potem k mesu. Če vam kdaj ostane riž, dušen riž, od priloge, ga tudi lahko uporabite v nadev. Takole. Iz takšne mase lahko pripravite pa tudi čufte, če vam je zmanjkalo paprik, pa ostalo mesa. Omaka je sedaj kuhana. Sedaj bom pa s paličnim mešalnikom jo zmiksala. Papriko sedaj nadevam v posodo. In sicer v takšno posodo, da jo lahko dam v pečico, v kateri jo bom pekla. Dolijem omako.
Ostale paprike bom pa pripravila tako, da jih bom kuhala v omaki. Tako. Še malce lahko zalijem. Tole bom pa postavila v pečico, kjer bom papriko pripravila tako, da jo bom spekla. Papriko v pečici pečemo nekje pol ure do 40 minut, odvisno od velikosti paprike. Ravno tako pa tudi jo kuhamo na štedilniku pokrito nekje, odvisno od velikosti paprike. Če je paprika debela, nekje do 40 minut, če pa manjša, drobnejša, pa nekje pod 30 minut. Moja nadevana paprika je takole pripravljena. Tule imam pripravljeno papriko, ki sem jo pekla v paradižnikovi omaki v pečici. Moram povedati, da če jo boste pripravljali, pečte enih 10-15 minut dalj časa, kot jo kuhate na štedilniku, ker malce traja. In pa tukaj imam pa primer kuhane nadevane paprike v paradižnikovi omaki, pripravljeno na štedilniku s kuhanjem, servirala sem jo pa s koruzno polento. Jaz vam želim veliko uspehov pri pripravi te jedi, ki je boljša še drugi dan, mogoče še tretji dan s pogrevanjem, in dober tek vam želim.